Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji v Zakulisju. Ja, tokrat bomo v oddaji predstavili knjižni prvenec urednika, odgovornega urednika tednika Reporter, Silvestra Šurla, Ozadje reporterja in maga. Lep pozdrav, Igor, najprej. Ja, živjo. Vesel sem, zdaj ta 2 leti, sva se bolj kot ne po telefonu pogovarjala, ti si bil težko borbo s svojim zdravjem, o tem bova govorila potem v nadaljevanju, ampak vmes si pa pisal tudi knjigo. Je bilo to sprostitev? Ja, to je bila na nek način terapija. Odločil sem se, da začnem pisati lansko leto, nekje tam sredi poletja, ko sem po težki operaciji pričel dobivati prve doze kemoterapije. In na nek način človek ima takrat veliko časa, ne more se smiliti samo sebi, in mora nekaj početi, cele dneve ne moreš gledati televizije. Pisal sem počas, kolikor sem zmogel, po par ur na dan. Sem si pa rekel, poznam vsa ta leta v novinarstvu, sem skoraj četrt stoletja, pri Reporterju 14 let, prej še 11 na Magu, en kup enih zgodb, anekdot, ki so ostale nekako skrite v ozadju, in bi bilo škoda, da javnost tega ne izve. No, jaz sem bil eden prvih naročnikov Maga, takrat, ko je prišel ven, ko se je ta Slivnikova četica odločila, tako imenovana Slivnikova četica odločila, da bo postavila en politični tednik, in takrat je nastal Mag. Spomnim se pa tudi prve številke Reporterja, in preden je ta prva številka zagledala luč sveta, sva se midva pogovarjala v takrat še mojem, našem studiu ETV v Zasavju, in si mislil, da bo ta zgodba stara, dobila brado, 14-letno? Po pravici povedano ne. Šele zdaj, če nazaj se pogledam, človek vidi, kako hitro čas gre. V začetku, ko smo štartali ta projekt, sem si nekako zadal cilj, da bi to izhajalo vsaj 10 let. Vemo, kakšen je položaj tiskanih medijev na trgu. Je bilo že takrat težko? Že takrat je bilo težko, mislim, težje kot nazaj, recimo leta 2000. Ampak vseeno obstaja neka kritična masa tudi danes ljudi, ki berijo časopise, ki berijo revije. Tako kot knjige niso izumrle, ki so prišli razni Kindli, pa so napovedovali, tudi časopisi pa revije ne bodo izumrli. Bodo v nekem omejenem obsegu, bodo najbrž dražji, ker vse brati na pametnih telefonih se ravno ne da. Človek ima čisto drugačen občutek, ima v roki neko revijo, časopis, knjigo. Knjiga ostane, časopise vržemo stran, zato tudi ta knjiga.
Zdaj, verjetno si šteješ tudi kot uspeh, da je nekako jedro ekipe Reporterja še danes tu. Dobro, zdaj pred nekaj dnevi je tudi pisec Maga, pa mislim, da je tudi za Reporter precej pisal Igor Guzej umrl. Sicer pa jedro... Jedro novinarske ekipe je vsa ta leta To je ostalo isto, seveda, da je uspeh, ker vemo pač različni pisci, ljudje se gremo pač, če smo predolgo skupaj, pa naj si bomo to novinarji ali pa kaj drugega na živce. In tudi z leti se ljudje staramo, doživljamo razne življenjske preizkušnje, postajamo modrejši ali pa norejši, kakor kateri, ampak nekako nam je ostalo to zadržati to ekipo skupaj, je pa po drugi strani tudi res, ker z leti človek nima več toliko energije, tudi idej nekako zmanjkuje in ni več takšnega entuziazma, kot bilo na začetku, ampak vseeno mislim, da ta ekipa kar dobro funkcionira in upam, da bo še kar nekaj časa. No in jaz mislim, da je treba omeniti tudi ta čas, ko tebe ni bilo, ko si se zdravil, ko si se boril za življenje in da je tvojemu namestniku na nek način, Marku Medvešku, uspelo ohraniti Reporter, verjetno v zadnjem letu tudi s tvojo pomočjo v ozadju, pa vendarle brez enega izkušenega novinarja, urednika, delovati naprej v tako težkih časih za medije pa sploh, verjetno en veliki hvala tudi njemu. Vsekakor drži. Marko Medvešek je bil na Magu že pred mano. On je porodil iz Koroške, iz Prevalj, on je začel za Mag pisati kot študent in je potem vsa ta leta ostal. Za urednika ne rabimo kakšnega novinarja, ki veliko filozofira, pa pač treba imeti nekega človeka, ki je kakor toliko operativno sposoben te zadeve speljati čez teden, da revija izide, da hkrati funkcionira tudi splet. In hvala Bogu pač, da je Medvešek takrat to zadevo prevzel. Jaz sem pa, ko sem zmogel, sem mu po svojih močeh pomagal. Tudi v zadnjem letu se tudi veliko se človek nauči, ko dobi nove izzive in mislim, da ima kar talent za to, da je bila pač prava izbira. Je pa res, da v tem času, da nekako Reporter nad vodo, to pa moram povedati, je držal tudi kolega Igor Kršinar, ki je po zadnjem času super produktiven pisec in hkrati tudi tisti pisec, po katerem se po družbenih omrežjih in po raznih strankarskih trobilih zliva največ gnojnice in ga najbolj zmerjajo z izrazi, ki jih tukaj ne bom ponavljal. Ker so preveč grdi za javnost, dobesedno. Prostaški, primitivni in nevredni in nek znak neke najglobje človeške hudobije. No in Silvester, to prihaja tudi iz strani, za kateri mnogi bralci, ki niti ne poznajo prav dobro delovanje Reporterja, so presenečeni. Kajti, ko včasih komu rečem, da pišem za Reporter, še kdo reče, aha, se to je pa Janšev, ali pa nekako popredalčkajo, ker sploh nikoli ni bilo, ali pa drugače, že dolgo ni. Ja, zdaj je pač... Če sploh kdaj je bilo, Reporter je šel čez različne faze, to je dejstvo. Ampak kljub tem fazam je bilo pač uredništvo imelo vse skozi neko pri svojem delu avtonomijo do politike, neko distanco do vseh politikov, ne glede na to, ali smo bili enkrat naklonjeni enemu ali pa drugemu, smo zagotavljali neke novinarske standarde, večkrat tudi nismo brcnili v temo, delali kakšnih zavestno, kakšnih fake news širili. In vse to
je v vseh teh letih pripeljalo do tega, da je ta medij obstal. Medij pač obstane, če ga ljudje berejo, ima neko kredibilnost in zato so tudi neki očitki, da smo mi zamenjali stran pisanje, ne vem, koliko so tudi utemeljeni, ker pač v vsaki oblasti, pa tudi opoziciji, vsem, ki so v politiki, treba pač nastavljati ogledalo in jim gledati pod prste. Tukaj ni nobenih kompromisov. Mediji niso zato, da delajo propagando komorkoli, še posebej tistim, ki so na oblasti. Zakaj pa bi? Mislim, to ni več novinarstvo, to je potem PR služba. In če si pač ti zavezan tem nekim osnovnim novinarskim idealom, zadeva nekako funkcionira. Moraš biti pa hkrati seveda imeti trdo kožo in biti odporen na takšne ali drugačne diskreditacije, ker kaj novinar ima? Edino je njegova kredibilnost in če te potem hočejo na ta način ti jo zminirati, ti ne ostane nič. Pač se veste, pač svoboda pisanja ni samoumevna, ni nekaj danes, zato si treba vsak dan boriti. Imamo sicer demokracijo, ampak pritiske takšne in drugačne so vedno bili, so in bodo, in tem pišem tudi v tej knjigi. No, v knjigi pišeš tudi o tem, ko je nekdanji lastnik Reporterja se nekako odločil, da ne bo več lastnik, da se ne bo šel več z mediji. Zdaj, lahko bi takrat zaposleni se zakreditirali, pa sami odkupili časopis, pa ga izdajali naprej, kar bi verjetno bilo pogubno, ker toliko denarja zbrati, pa ne imeti potem tudi vse ostalo okrog, kar je potrebno. In takrat so pa se že pojavili tudi apetiti, tudi politike, da bi postali lastniki še enega časopisa, še enega tednika. Ja, res je. Na medijskem trgu težko preživiš kot samostojni založnik. Pač realnost je zelo kruta, še posebej pri tiskanih medijih. In takrat, ko se pač bivši lastnik, katerega javnost sploh ne pozna, odločil, da se pač te zgodbe ne gre več, v zgodbo ga je pa po naključju pripeljal ga je Matej Raščan, ta slavni medijski tajkun, ki je v lastnino delal revije. Pravim, pišem v knjigi, da je naredil vsaj eno dobro delo, da je dal pobudo, da je pač Reporter takrat nastal in tudi zagotovil zagonska sredstva. In v to zgodbo je pripeljal svojega bratranca Boštjana Krefta, za katerega jaz eno leto, ko je Reporter izhajal, sploh nisem vedel, da je njegov bratranec, ker sta mi oba to zamolčala. Ampak ne glede na to, Kreft se je nekako, čeprav ni imel kaj veliko pojma, kot je tudi sam kasneje priznal v časopisih, se je vendarle skozi leta, bil je lastnik 8 let, naučil tega posla in bil relativno korekten lastnik. Kaj večjega očitati mu ne morem, ampak pač na neki točki se je pač odločil, da bo to revijo prodal, dokler za njo lahko še kaj iztrži in da ima še neke druge prioritete v življenju, je govoril. Mi smo takrat razmišljali, kaj narediti, tudi smo preigravali to možnost odkupa revije, ampak cena prvič je bila relativno visoka, drugič pa na takšnih situacij, tudi če bi mi ta denar zbrali in to odkupili, ne vem, koliko časa bi lahko preživeli, ker če nimaš ti vse te potrebne infrastrukture in nisi del nekega širšega medijskega imperija, recimo, ali pa založnika. Ali če nisi strankarski. Ali če nisi strankarski, da ti pač zagotavljajo financiranje, kar v primeru Reporterja nikoli ni bilo, ker Reporter je od samega začetka moral preživeti na trgu. Mi smo bili prva leta zelo odvisni, preveč odvisni od prodaje, ne toliko od oglaševanja, ker tukaj je bila Ahilova točka, ker oglasov iz takšnih in drugačnih razlogov, tudi po naši krivdi, ne samo po krivdi drugih, se jih ni dalo dobiti. Kasneje smo tudi te stvari poštimali in zadeva nekako funkcionira zdaj še.
že 14. leto, že 6. leto pod novim lastnikom. A ne. No in takrat, ko se reporterjevci niste nekako odločili, da bi sami odkupili svoj reporter in šli na svoje, takrat se pa že pojavilo tudi iz vrha močnih političnih oseb, da bi pa kupili reporter, ne? Vsekakor. Si ga podredili, kako? Ampak to se ni začelo že takrat, začelo se že prej, a ne, govoriva o Janezu Janši, a ne, se tle nimamo se kaj zatiskati oči, a ne, treba direktno povedati, a ne, da gospod Janez Janša je pač, zanj je bil reporter zelo pomemben medij svoj čas, a ne, ker je imel pač velik vpliv na njegovo volilno telo. In seveda mi smo bili pa tudi že prej, pod prejšnjim lastnikom, večkrat kritični do same stranke, tudi do njega, a ne. Jaz se spomnim, ko smo imeli še uredništvo v Delovi stolpnici, pa sem imel na omari v svoji pisarni celo omaro prilepljeno z Janševimi raznimi bolj ali manj nesramnimi tviti na račun mene ali pa na reporterja, a ne. Še ko je bil v zaporu na Dobu, je pošiljal kakšne nesramne tvite. Čeprav je takrat reporter zelo redno poročal tudi v tistih protestih, ne? Ja, mi smo bili edini, ki nismo bili strankarski mediji, a ne, ki smo ga v tej njegovi sodni preizkušnji podpirali, a ne. In na koncu smo za zahvalo dobili po glavi, a ne. Saj nismo pričakovali nič, a ne. Človek, pač novinar, pričakuje samo neko korektnost, a ne, od politikov, a ne, neko medsebojno spoštovanje, a ne, ne pa, da ti gre nekdo potem zavestno zahvala lepa, ker se ti ne more podrediti, pokoriti in te odkupiti, kupiti, da te gre zavestno uničevati, ne. In takrat se je Janša pač odločil, ko je bil reporter prodan, podobno, ko je bil Mak prodan 20 let, leta 99, da ponovi vajo, a ne. Takrat začel uničevati Mak in je hotel izobčiti in ni imel potem nobenih intervjujev, vsem je prepovedal komuniciranje z novinarji Maga. Isto je zdaj ponovil z reporterjem, samo da je bila zdaj ta intenzivnost napadov toliko večja, ker so tukaj še družbena omrežja, ki jih takrat ni bilo. Predvsem Twitter, ne? In je Janša poskušal, on je imel načrtu, da reporter se lastniško prevzame preko svojih povezanih oseb in ga vključi imperij Nova 24 TV. A ne, to je bil njegov načrt, a ne. Jaz sem pa kot urednik in pač novinar, ne pristajam na to, da bi delal v kakšnem strankarskem mediju, da bi mi razni politiki narekovali, kaj lahko pišemo in kaj ne smemo pisati, a ne. In v tem primeru, če bi se to zgodilo, bi šel, kot sem že večkrat povedal, raje pomeriti cesto. In takrat spomnim se, a ne, saj sva bila na istem sestanku, to je bilo leta 2015, ko se... No, mimogrede, jaz sem takrat bil povabljen, bolj kot ne, 3-4 ure pred tem sestankom, baje me ni bilo na spisku in je, mislim, da Mojca Mogušar poklicala in rekla: Igor, predsednik je šel skozi spisek, pa je videl, da tvojega imena ni, imate čas priti, in jaz sem prišel zliti, nisem vedel. Enako, tudi jaz nisem vedel, kaj je tema, pač klicali so, da imajo nek posvet o medijih, potem še se spraševal bivšega lastnika, reporterja Boštjana Krefta, naj sploh grem ali ne, pa je rekel, pa pejt, boš videl vsaj, kaj naklepajo. In sva skupaj sedela. In sva skupaj prišla na sede stranke, tam je bilo ogromno nekih ljudi, polovico jih nisem poznal, a ne. In je potem takrat gospod Janša, ki je prišel kakšen mesec pred tem zapora, pač napovedal, da bo ustanovil televizijo z velikim dosegom, spletni portal z velikim dosegom in radijsko postajo. Ne pa časopisa, ne? To vem, da sem jaz vprašal, da je to preživeto, ne? Ja, da pač kdo pa še bere časopise, a ne. Pa nekdo je tudi vprašal... Pa rekel je, recimo, to me je najbolj takrat zmotilo, a ne, kakšen odnos ima do novinarstva, a ne. Pač je rekel, da v tem projektu, a ne, novinarji so najmanjši strošek, da jih je na cesti
hočeš in da se jih dobi že za 500 evrov na mesec. Mislim pa, da je nekdo tudi vprašal, zakaj pa mediji ustanavljati za svoje članstvo. Ja, najprej je treba prepričati svoje. Ja, seveda. Pač gospod Janša se zdaj vsa ta leta spreneveda, da s tem nima nič. On je glavni pobudnik tega projekta. On je nagovarjal mnogo ljudi, da bi vložili denar, ne samo te male delničarje, z katerih so kupovali delnice, in potem so te delnice postale ničvreden papir. Aleš Hojs jim je takrat obljubljal celo dividende, bil je tudi direktor. Rekli so takrat, da bodo zbrali okrog milijon. Da bodo zbrali 3 milijone. No, jaz se spomnim, recimo... 3 milijone zbrali, pa niso še niti milijona evrov. No, jaz jim pa vem, da sem dejal, ker malce pa poznam televizijo, da bodo to v pol leta pohacali. Ja, samo, veste, to je tako, če z politika ustanavlja medije, to niso mediji, to so strankarska trobila. Grobo rečeno, ampak tako pač je. Tle se nimamo kaj se slepiti. Spomnim se takrat na tistem sestanku, da ga je vprašal novinar Boris Cipot, Janez, pa to bodo pa strankarski mediji, in rekel, in kaj pol, sej ljudje itak ne vejo, citiral Steva Jobsa, kaj bi radi, treba jim ponuditi. In potem je ta projekt nastal, kar veva, z pomočjo Andreja Kregarja, z velikimi težavami, ampak pustimo to. Jaz se ne bi kaj preveč ukvarjal s temi, če bi potem ne bi reporterja v to zadevo na vsak način hotel stlačiti. Janša je tudi kasneje mene klical, da bi novinarji vložili nek denar, bili so ustanovitelji njegovega podjetja, ki je izdajatelj te spletne strani, kar smo pač zavrnili, kaj imamo mi pač tam biti. In potem, ko je Reporter spremenil lastništvo, se je začela ta vojna proti Reporterju z raznimi tviti, da naj... Lastnik pa je postal gospod Odlazek. Lastnik je postala eno podjetje iz skupine Martina Odlazka, Medija 24, včasih je bilo to Salomon, oni so bili že prej lastniki Maga, 6 let od leta 1999 do 2005. Dosti korektni, ne? Ja, dosti korektni, nismo imeli slabih izkušnjih z njimi. Mag je takrat izhajal normalno, problemi so se začeli, ko smo šli na delo, ker je bila spet politika v zadju. In ko je politika v zadju, so takoj problemi. Ampak hočem reči, če se vrnem nazaj, Janez Janša takrat ni odnehal. Že ko smo bili mi tukaj pod novim lastnikom, je poskušal, enkrat vem, da mi je poslal Mira Petka, njegovega nekdanjega PR-ovca, zadnje leta je uslužbenec pri ministru za kulturo Vasku Simonitiju. Nekoč novinar Večera. Nekoč novinar Večera. Pretepen. Skoraj do smrti, ja. In ta Miro Petek mi je pač povedal, da lahko oni uredijo novega lastnika, ki bo iz njihovih vrst, najbrž kakšnega madžarskega tajkuna. Potem je sledil še en sestanek leta 2017, mislim, da je bil 29. november, ko sem jaz bil vse v življenju človek marsikaj naredi, bil sem zelo naiven. Vem, da sem istega Mira Petka, bila je predstavitev knjige Petra Jančiča, Fake News v Cankarjevem domu, in sem bil na okrogli mizi, sem bil povabljen. In sem ga prosil, pa če mi uredi nek sestanek z predsednikom njegove stranke, ker je ta noro tweetal takrat proti Reporterju pozival, naj ljudje ne kupujejo ga, da bi pač nekako umirili žogo. Da je to denar za Murgle, ne? Za Murgle, ali pa za Jankoviča, ne vem kaj. Ampak zanimivo, kako se je to začelo. Začelo se je tako, da je Žiga Turk dal intervju za Reporter, ki je bil na naslovnici, da bi on volil stranko, ki bi neko zmerno desno stranko, ki bi jo vodila Romana Jordan, bivša poslanka. In to je šlo Janši najbolj... Bivša poslanka SDS-a. In to je šlo Janša najbolj v nos. In takrat je začel to vojno, ker pač on je hegemon na desnici in bila vsaka nova stranka grožnja za njega. In on je tudi meni na enih tistih sestankov povedal odkrito v obraz, da njega
zanima, kaj piše Delo ali pa Mladina o njem. Ga pa zanima, kaj piše Reporter. Ravno zaradi tega, ker ima vpliv na volilno bazo. In potem je on šel v to akcijo, prepovedal vsem poslancem, članom stranke komunikacijo z Reporterjem, da bi dali kakršnekoli intervjuje. In pravci mislijo, da reporterjevci nočemo izjave od poslancev SDS ali pa predsednika SDS. Je to totalni embargo od leta 2016, podobno je bilo tudi v času Maga, ali ne? Ker pač, če se te ne moreš pokoriti, te boš pa na drugačen način poskušal uničiti, a ne? In v teh letih so marsikaj probavali. Res je, da je šlo en del bralcev stran, en del bralcev se je, hvala Bogu, tudi zamenjal, a ne? Smo dobili tudi nove bralce, a ne? Ker pač konkurirati z tako imenovano hišo laži in propagande, ne samo zlobe, a ne, je nemogoče, a ne? Pač ti preživiš naprej, a ne, pač edino na ta način, a ne, sej dobiš dodatne bralce, nove bralce, a ne. Sej v družbi je tako kot politiki, ne, sej še zmeraj obstaja neka normalna večina, a ne, neka sredina, a ne, neka, pa imaš pa leve pa desne skrajneže, a ne, včasih je bila to premica, a ne, ko so bili levi in pa desni na eni strani, a ne, zdaj se je pa naredil to krog, a ne, in so levi in desni skrajneži zelo blizu skupaj, a ne. Tako da je, mislim, jaz sem si mogoče vsa ta leta, ko je trajala tako imenovana vojna, a ne, proti nam, a ne, so rekli, da smo mi obsedeni z njimi, a ne. Resnica je bila ravno obratna, a ne. Mogoče te stvari preveč imel k srcu, a ne. Ker se pa pozna potem na zdravju, ne? Ja, lahko. Lahko, ne, ni pa nujno, a ne, ampak... Mislim, da z tistega sestanka, tudi v knjigi pišeš malce o tem, da je kar veliko vedel, kaj se dogaja na Reporterju, ne? Ja, meni so šle lase po konce, ne, mislim, jaz kaj takega nisem pričakoval, jaz sem prišel takrat z dobrimi nameni, a ne, pač, da bi se prenehalo to uničevanje, a ne, hujskanje proti Reporterju, pozivanje ljudi naj ne kupujejo Reporterja, ne, ampak prišel sem tja, a ne, gospod je bil zelo slabe volje, a ne, očital mi je, da mu nisem povedal, da je bil Reporter prodan, zakaj bi mogel mu pa njemu povedati, kdo pa on je, a ne. Potem je rekel, da naj ne blefiram, da on vse ve, kaj se dogaja na Reporterju, potem so šle meni lase po koncu, ne, da ima on na uredništvu svojega človeka, ki ga obvešča, kaj se pogovarjamo na uredniških sestankih in uredništvu. Sem samo belo gledal, a ne. In ne samo to, potem je nadaljeval, da je dobil da mu je nekdo prinesel cel pok sprintanih mojih mailov in kaj jaz tam o njemu vse pišem, a ne. In da on je to bral in nekaj cajta ni mogel več brati, kakšne grozne stvari, jaz po mailu o njemu pišem in potem je to menda vrgel stran, a ne. In sem rekel, sem si mislil, čakajte no, pa to je včasih Udba delala na medijih, a ne, da so na ušesa vlekli in hodili špecat politikom. Včasih na CK, zdaj pa očitno na Trstenjakovo. In mislim, to me je takrat, jaz sem bil dobesedno šokiran. Se pač tega sestanka je bilo zelo hitro konec, ker jaz pač vidiš, da nima smisla karkoli, jaz sem stal in se šel. Pridem nazaj tukaj v Vevče, srečam pred hišo kolega Jožeta Biščaka. Tudi o tem pišeš, ne? Tako je, ki je prišel na Reporter, mislim, da je bilo takrat leta 2003, a ne? Bil je pa že prej na Magu? Bil je pa že prej na Magu in potem bil je PR-ovci in vse živo, a ne? In si potem vrnil v novinarstvo in on je meni takrat prosil, a ne, bi lahko kaj pisal in seveda sem rekel, ja, sva se poznala, a ne, mislim, se je bil tudi produktiven, zelo takrat. No in se vrnem nazaj, pridem jaz takrat iz tega Janševega sestanka, ga srečam tukaj pred hišo, mu rečem čistko, a ne, Biščak, Bišči, a ne, a veš, da sem bil pri Janši, a veš, da on moje maile bere, a ne. In reakcija bila neverjetna, a ne, dobesedno je okamenel, začel je, ne vem, jaz pa nisem, pa ne vem, pa sem rekel, pa lej, se blefira, pa nekaj, pa sem šel, a ne.
čez 14 dni oziroma 3 tedne mi je pač ni bil zaposlen redno po pogodbi, ne. In mi je prinesel odpoved in je pač odšel, rekel je, da gre na Novo 24. Pristal je na Demokraciji, ampak glejte, vsak je svoje sreče kovača, ne. Vsak gre, pač počne v življenju karkoli, ne, ampak. Silvester, prej si omenil oglaševanje, ne, da se Reporter prodajal dosti dobro, živel od tega, pa tudi od oglaševalcev, ampak jaz, ko grem zdaj v zadnjih letih ali pa v zadnjem času pogledati nekaj teh reklam, dobro, nekaj je verjetno teh kompenzacijskih, ne, z mediji povezave, ampak teh državnih firm, ne, ni ravno videti, ne. Ja, res pa je tudi, da si veliko oglaševanja se je preselilo na splet, ne. Delež denarja, ki je namenjen oglaševanju, se iz leta v leto povečuje na spletu, medtem ko v tiskanih medijih pa pada, ne. S tem si pač nekako treba sprijazniti, ne. Tudi zadnje čase poskušamo, čeprav zaradi takšnih in drugačnih razlogov, tudi tehničnih, ne, pri tem nismo najbolj uspešni, oziroma toliko uspešni, kakor bi pričakoval, ne. Dela tudi na spletu. Splet ima veliko večji doseg, kakor ima tiskana izdaja, ne. To, da pa ni državnih firm, je pa tako, ne. Državne firme oglašujejo, ne, pač. No, saj veliko državnih firm sploh še ni, ne. Ja, velikih ni, velikih več ni, ne, nekatere pa so, ne, mislim, če gledate. Recimo Pošta, železnice. Ja, recimo Pošta je nehala oglaševati, ko je prišel nov direktor, ne, ki ga je nastavila stranka SDS, ne, ki je vsa ta leta oglaševala in imela tudi seveda z distribucijo Reporterja zaslužek, ne, navsezadnje, ne. In potem, ko je v SDS nastavila svojega direktorja, je ta pač prekinil to oglaševalsko pogodbo, ne. Recimo tudi teh oglasov od drugih teh državnih firm, res da jih ni veliko, ampak je pa nekako probamo, sicer imamo zadnje leta novega tržnika, ne, ki je kljub vsemu zelo uspešen, ne, in je povečal ta delež oglaševanja, bil je prej šef trženja na Delu revijah, ne, in ima tudi veliko izkušenj in tudi njemu grejo veliko zasluge za to, da Reporter v vseh teh zadnjih letih nemoteno izhajajo, ne. Silvester, oba sta bila tudi člana Združenja novinarjev in publicistov, kjer smo včasih kar napisali kakšno peticijo, če se je politika preveč vtikala v delo posameznih medijev, ko se je politika začela kar precej močno tudi v desna politika, recimo tudi v Reporter. Tisto pa ne bomo, ne, javno objavili. In zdaj, kolikor vem, reporterjevci smo bolj kot ne vsi šli ven iz tega združenja. Ni nekega cehovskega delovanja, podpiranja. Leta 2007 sam sem eden od ustanoviteljev tega Združenja novinarjev in publicistov. Predsednik je bil Peter Jančič. Peter Jančič, vendarle sem pričakoval takrat, da bo to združenje malo manj spolitizirano od Društva novinarjev Slovenije, ne. Na koncu je izkazalo, da je to enako ali pa še bolj, ne. Zadnje čase sem prav zgrožen, ne, na srečo, hvala Bogu, da smo izstopili iz tega, eni prej, eni kasneje, ne, iz združenja. Ti si bil med prvimi, ne? Ker združenje, čemu zadnje čase, čemu sploh namen, ne, oni namesto, da bi branili novinarje, branijo politiko, branijo Janeza Janše, branijo politiko, točno določene politike pred novinarji. Ne, mislim, to je narobe sveta, ne. Združenje je pod Možino pa Tomšičem, ki sta zdaj predsednik in podpredsednik, popolnoma spolitizirano, ne. Po mojem se sploh ne zasluži več tega imena od združenja nekih novinarjev in publicistov, ampak glejte, vsak pač je svoje sreče kovača, ne. Takrat smo pričakovali, da nas bodo podprli, velikokrat so nas, ne. Potem, ko smo pričakovali, da bodo podprli Reporter v napadih Janeza Janše na Reporter, seveda se to ni zgodilo, ker je Jože Možina rekel Igorju Kršinarju, veš, ne vemo, kdaj ga bomo še rabili, ne.
mi ga ne bomo gotovo rabili. On ga pa mogoče rabi, oziroma ga bo še rabil, glede na to, da je zaposlen na RTV-ju, kjer politika leva in desna hara vsa ta leta. Si razočaran, ko vsaj meni se zdi, da je novinarstvo s tem padlo na zelo nizko. Da je to potem strankarsko novinarstvo. Kaj sem zgrožen? Zadnje čase zelo veliko spremljam družbena omrežja, predvsem Facebook, in vidim razne objave poslancev SDS-a, predvolilne shode po Sloveniji, ki imajo neke večere, okrogle mize in tako naprej. In tam na te večere hodijo prodajati, predstavljati svoje knjige, torej se grejo direktno kampanjo za politike Jože Možina, nažalost tudi Rado Pezdir, ki je dolgo let pisal za Reporter, ampak in si človek misli, a imate vi sploh še kakšno distanco do politike? A se vi sploh zavedate, da so vas politiki instrumentalizirali za svoje politične interese? Ampak očitno njim vseeno, ker pač biznisirajo, kaj ne rečem, prodajajo knjige. Boš ti šel predstaviti knjigo, če te povabi nek poslanec na pogovorni večer in da s tabo dela intervju? Ne, absolutno ne. Jaz tudi leta 2014, ko me je poklicala ta Janševa sekretarka Mojca Megušar, da bi imel govor pred sodiščem na teh zborovanjih odbora 2014, sem odločno odklonil, ker mislim pač, če si enkrat novinar, pa urednik, snimaš kaj ukvarjati s politiko in se iti politični aktivizem. Neka meja pa mora biti, ne more biti vsi dvoživke, ne gre. No, jaz sem takrat šel, sem bil povabljen, sem šel pač eno zgodbo povedati, res da je, da sem takrat tudi delal kar nekaj intervjujev z tudi zdajšnjimi ustavnimi sodniki, ki so bili do tiste obsodbe zelo skeptični, in kolikor sem jih sam poznal, tudi sam se mi zdel, ok, pa grem, ampak toliko o meni. Kaj misliš, ko bodo to knjigo začeli brati? Zdaj mislim, da je 2 dni, ker je zunaj en dan, drugi dan je to, da bo razburkala tako politično kot novinarsko serenjo v Sloveniji? Ja, jaz mislim, da večina ljudi, ki so omenjeni, ne bodo zadovoljni, ampak ne glede na to, jaz sem se pač lansko leto v določenem trenutku odločil, to je bila na nek način tudi terapija, da nekatere stvari povem. Jaz sem bil v času rehabilitacije po tej zelo hudi bolezni, sem spremljal vse skozi medije in mi je zelo bolelo to sprenevedanje, laganje, manipuliranje vseh teh medijskih delavcev. In včasih je treba reči bob. In s to knjigo si... Konkretno po imenih in priimkih. In tle ni nobene kalkulacije, pač kaj pa se bo zameril temu ali pa onmu, pa tretjemu, oziroma ali boš dobil še 5 golit gnoja, ki si še prej dobil 10. Pač jaz sem pisal ne samo, da je bila to ko sem rekel terapija, katarza, ampak pač odločil sem se, da je škoda, da bi nekatere stvari, ki jih poznam, ki sem bil zdraven vsa toliko let, da bi resnica, čeprav je ta beseda zelo zlorabljena, prišla enkrat na dan, brez kakršnikoli olepševanja, da naj javnost in ljudje vidijo tudi to medijsko ozadje, zakulisje, ki je lahko tudi povsem drugačno, kot je na prvi pogled. Niso stvari tako lepe, kot se svetijo recimo na televiziji, v zadju medijev, televiziji, časopisov se dogaja marsikaj. In javnost, bralci, gledalci imajo pravico, da zvedo. Vse podobnih knjig je v tujini kar nekaj, tudi v Sloveniji je bila že kakšna napisana. V nekem trenutku človek pride po vseh teh letih dela v novinarstvu, da je kakšne stvari treba tudi povedati, odkrito, iskreno
in kaj bo, a ne, kakšen plaz se bo vsul, a ne. Zaenkrat se je vsul plaz tistih, ki knjigo naročujejo, ne? Ja, res je. Sem pozitivno presenečen nad odzivom, a ne. Še preden je knjiga prišla iz tiskarne, je bilo že kar nekaj naročil. Bo že kmalu pokrita, ne? Ja, seveda, in knjiga gre za med, a ne. No. Tako da upam, da bodo tudi bralci, ki so jo kupili, a ne, ki jo bodo brali, a ne, da ne bodo razočarani nad vsebino, a ne. Tako da... Morava v tem, oziroma bi bilo dobro v tem prvem delu pogovora povedati še kaj o knjigi ali bo prepustila to bralcev, ker nekaj si povedal, sva kaj ven spustila takšnega pomembnega? Ja, v knjigi je popisanih cela kupica anekdot, tako na Magu, a ne, recimo zanimive, gotovo bodo anekdote o tem, kaj se je dogajalo na relaciji med Danilom Slivnikom, Vinkom Vasletom, kasneje zakaj so se razšla Danilo Slivnik in Janez Markeš, zakaj je recimo Danilo Slivnik že leta 1998 odpustil iz Maga Jožeta Biščaka, ki je bil v njegovi četici. Ampak en kup teh zgodb, ki si bodo pač, bi lahko tukaj govorila ure in ure, ampak zato je knjiga, a ne, ki ima kar nekaj strani in si bodo bralci lahko na dolgo in široko to prebrali. Da. In zagotovo je zanimivo branje, kajti jaz sem imel čast prebrati, mislim, da sem jo dobil 29. novembra po elektronski pošti, ne. Ta 29. november se nekako... Ja, res je. Poteguje, ne. Res je. Ja. V tem prvem delu še zadnje vprašanje. Zadnjič na eni izmed preiskovalnih sej komisije Državnega zbora sem slišal predsednika vlade Janeza Janšo, pa včasih tudi kakšnega novinarja, recimo iz tega konca, ker je žal, ne, da rečemo novinarja iz tega konca, ne, ampak tako je, naši, vaši, kako, ne pa samo novinarji, sem slišal tisto, kar je zame res, kar ni res, ne. 99% ali pa 90% medijev ima tranzicijska levica v svojih rokah, ne. No in zdaj, če ti pogledaš, ne, je res tako? Zdaj, kar se dogaja z nacionalno televizijo, recimo s Siolom, Planet TV-jem, ne, poleg teh omenjenih že Nova 24. Veste, kaj je problem z dojemanjem medijev strani politikov? Politiki si jih predstavljajo čisto drugače. Politiki si predstavljajo samo, da mora biti to propagandno orodje za njihove interese. Zato delijo medije na leve in desne. Mediji morajo biti neodvisni predvsem od politike neodvisni, zavezani v prvi vrsti javnosti, javnemu interesu, ne pa političnemu interesu. In te delitve na leve pa desne, jaz mislim, da so že preživete. Pa sploh je še delitev na leve in desne. Meni se včasih zdi, da je bolj delitev na naše, pa vaše. Pa vaše, ne? Ideologija sploh ni več pomembna. Ideologija sploh nima več veze, seveda igrajo to interes in pa denar. Vse recimo, jaz, ko sem začel novinarsko kariero, to je bilo 25 let nazaj, sem mogoče, bili so tudi drugačni časi, kot so zdaj, idealistične predstave o politiki, pa tudi o medijih. Smo na eni strani videli mogoče Jožeta Pučnika, pa na drugi strani Janeza Drnovška. Ampak potem, ko ti toliko let si v tem poslu, marsikaj vidiš, marsikaj veš, vsako leto več stvari vidiš, in na koncu vidiš, da je ideologija to samo megla, za spuščanje megle, bolj kot ne. Da v ozadju so predvsem interesi po obvladovanju kapitala, po denarju, plenjenju iz proračuna. In da se tukaj srečajo mnogi, ki se deklarirajo za leve in desne. Se skupaj ujamejo. Potem, ko pred kamerami igrajo pa neko drugo igro. Za naivne volivce. Ampak tudi volivci mislim, da niso več tako naivni, da razmišljajo svojo glavo, da ne nasedajo vsem tej propagandi eni in drugi. Tako da... Ti hodiš na volitve? Vsekakor. To je moja državljanska dolžnost. Se pogovarjam z
nekaterimi po kavici. Ja. Prejšnja leta, pretekla leta, tudi kmalu od samostojnosti naprej, si vprašal, koga boš pa volil, tako, ne. Je vsak odgovoril ali pa je rekel, ja, vem, ne. Zdaj pa ne koga bom, ampak vem, koga ne bom. Veliko je to slišati zdaj, ne. Meni se to zdi kar malce zdaj grozljivo, ne, da smo tako daleč, da so tako daleč pripeljali politiko, da se je skorajda vsem priskutila. Ja, vse nekaterim je v interesu, da se priskuti politika, ne, ker nekateri politiki tudi računajo, da se s tem zniža volilna udeležba in da pripeljejo samo na volitve svoj beton, tako imenovane prepričane, ne pa tisti, ki so tako imenovan bazen neopredeljenih, ki enkrat prevesijo eno in drugo smer, ne. In to je tudi cilj tak, ne, da priskutiš politiko, da ljudje pač ne grejo na volitve. Jaz kot novinar sem to bi še povedal, ne, urednik, nikoli nisem pozival bralcev, koga naj volijo. Ampak naj gredo. Naj gredo na volitve, koga naj volijo, pa njihova odločitev. Pričakuješ visoko volilno udeležbo? Glede na situacijo, kakršna je, ne, mislim, da bi ta udeležba znala biti višja kot na zadnjih volitvah, vsaj za 10%. Okrog 60, ne? Ja, tudi je pa odvisno vse od tega, ne, koliko se bo aktivirala ta volilno telo, predvsem mladi, ne, ko so se recimo lansko leto, ko je bil referendum o vodah, ne. Ko so pokazali, da jih zanima tudi politika. In predvsem od volilne udeležbe, ali bo visoka, čim višja bo volilna udeležba, tem manjši odstotek bo dobila največja vladna stranka SDS, to si pa upam napovedati. No, pred nekaj leti si mi podaril knjigo Garija Kasparova, nekoč enega najboljših šahistov. Zima prihaja, mislim, da je tako naslov. Ja. In ja, praktično je napovedal to, kar se dogaja zdaj v Ukrajini, napad Rusije na Ukrajino, ali pa bolj napad Putina, ne. Groza, ne? Ja, žal je bil nekdanji šahovski velemojster preslišan, a ne. Jaz sem ga imel čast poslušati predavanje v New Yorku, ko sem bil na tako imenovanem Liberty forumu. Mislim, da je bilo to leta 2012 ali leta 2013, a ne. On je pač takrat bil disident, a ne, tega Putinovega režima in potem je napisal tudi to knjigo. Če ne bi šel ven, bi bil verjetno v zaporu, tako kot je navajen. Vsi ostali, oziroma ubit, a ne. Ker tam je, ali zastrupljen, a ne. Ker pri teh avtokratih, diktatorjih, a ne, Putin ni več samo avtokrat, a ne, ni milosti, a ne, ni milosti. Bil sem tudi v Moskvi 20 let nazaj, a ne, ko je Krka odpirala tovarno in je v predmestju Moskve. In nikoli ne bom pozabil, a ne, kar nekaj dni, takrat sem bil naravno šokiran, a ne, ker toliko luksuza, toliko enih luksuznih avtomobilov, vsega drugega luksuza, kakor sem ga videl v Moskvi, ne vidiš tudi v Ameriki, a ne. Te razslojenosti med peščico teh oligarhov ruskih, ki so sprivatizirali te naravne vire in veliko večino, 90% preostalega prebivalstva, ki živi v bedi, a ne. Spomnim smo se vozili iz letališča do centra Moskve, kjer smo nekaj dni prebivali v hotelu in se peljal mimo enih in istih sivih blokov, ki so narejeni po istem načrtu, še najbrž v času Stalina, a ne, je bilo prav grozno, a ne. Tako, večina ljudi živi slabo, je živela slabo in bo še zaradi te vojne v Ukrajini živela še naprej slabo v Rusiji. Žal. Silvester, hvala za ta prvi del. Vam pa tudi hvala za pozornost in bodite z nami tudi v drugem delu, ko bo Silvester Šurla povedal svojo zgodbo o zdravljenju, o hudem zdravljenju, ki ga je imel. Srečno.